pomladni pozdrav že lahko rečemo. Danes ob sebi gostim Tino Oro. Tina, lepo pozdravljena. Torej, Džotiš je tvoj svet in jaz verjamem, da nam boš danes zopet razkrila kar nekaj zanimivosti, ki so povezani morda tudi z začetkom pomladi v končni fazi. Bova tudi se na to temo povezali. Za začetek pa me zanima, če mi lahko poveš, kako pravzaprav je Džotiš povezan s temi naravnimi ritmi, recimo, življenja. Kako v bistvu si lahko to razlagamo? To je ful zanimivo vprašanje in jaz sem že večkrat hotela o tem govoriti, ampak potem sem rekla, joj, da ne bo preveč zakomplicirano, da se ne bodo ustrašili, dajmo reči kaj drugega najprej. Ti že celo življenje to študiraš, to mora povedati. Ja, sej zato, ne. Pač naravni ritmi so tako, ko se otrok rodi, je prvi naravni ritem. Potem, ko gre naprej, je drugi. Potem je tretji, ko recimo sreča prijatelje in na koncu naj bi nek cikel končal. Recimo konča vrtec malo šolo, prvi lahko je konča ritem, ta naravni polj, drugi je, ko gre recimo v srednjo šolo in potem tako naprej. Tako da te ritmi se v bistvu, kakor pomlad, poletje, jesen in zima. Letni časi. Kot letni časi se tu ciklično ponavlja in tako smo tudi mi narejeni. Zato je fajn, da po zimi skrbimo zase, da se okrepimo. Je tema, ni tema brez veze. Tema je z razlogom, da gremo spat, ne da imamo največje žurke na svetu, recimo, pač glih novo leto pride v ta zimski čas, kamor je res najbolj dolga noč, ampak tako pač je, ne? Tako pač imamo. Tako da te naravni ritmi so tudi povezani s hišami v Džotišu, ko imamo 12 hiš in pol vsak imamo Dharma, Arta, Kama, Mokša. In pol se spet ponovi Dharma, Arta, Kama, Mokša. In gre tako po hišah. Tako da pol že iz tega vidika lahko pogledamo, kam padajo planeti v karti. In če so recimo planeti, vsi planeti razporejeni v Mokši, se pravi, da bo ta človek v življenju ful želel dokončevati stvari. In mu bo ful ga bo zanimalo nekaj drugega, kaj je potem. V bistvu ga ne bo zanimalo, kaj je zdaj, ampak ful bo raziskoval take stvari, kakšen drugi ne bi šel niti v to. Se ne bi sploh ukvarjal s tem. Ker želi neko odrešitev s tem dobiti, neko novo znanje, pa se ne boji teh novih stvari. Zdaj, kakšen drugi, ki ima recimo v prvi hiši vse planete, to je Dharma, ne? To je pomeni pot, po kateri naj bi človek hodil, ne? Je povezana z elementom ognja. In ogenj je, mi rabimo zjutraj tudi ogenjček, zato da ostanemo s posle. Če ne bomo ostali zjutraj s posle. To je pač tisti osnovni namen in to je prva hiša. In če ima človek tle vse planete, bo njemu samo to pomembno. Neka motivacija bo mogel imeti v življenju, če ne se bo hitro naveličil. Okay. Zdaj, torej menila si že Dharmo, pa Arto, Kama in tako naprej. Kaj nam v bistvu, kaj meni recimo te stvari povedo, če sem jaz torej v nekem tem ciklu, ne? Tako, kot si zdaj razlagala, torej imamo obdobje, ko se moramo umiriti, imamo obdobje, ko imamo mečko, malo bolj puša, ne? Torej za nov začetek. Kako pa pravzaprav pridemo zdaj do tega, kdaj se na te cikli končajo in ali obstaja opcija, da se na kakšen cikl pa kar noče zaključiti, čeprav bi se moral? Obstaja opcija zaradi tega, ker sploh, kamor so v eni hiši več planetov. Zdaj spet odvisno, kateri planeti so in potem moramo gledati tranzitno karto, v tranzitu, kako je trenutno. Eno je natalna karta, ko se mi rodimo, druga je pa zdaj, ta trenutek. In ko mi tu vse skupaj damo, potem dobimo spet eno tretjo razlago. Pač še bolj globji pomen. In če je ena oseba, ima v 5. hiši, je tu Dharma, v 5. hiši ful planetov in če ima v tisti hiši sonce in to sonce je zdaj v tranzitu, potem se pravi, da bo bila, če se pol naprej neko drugo obdobje zgodi, ker isto je tisti planet zraven, bo isto in bo lahko 20 let bila v temu ciklu. Tako da v bistvu, jaz to tudi rečem, mi rabimo primerjanje med sabo, otrok, ko pride v vrtec, se primerja z drugimi in potem na tak način on lahko tudi nekaj ugotovi o sebi. Ali mu je lepa ta barva, ali mu ni lepa ta barva, ker če bi bil sam, ne bi imel te izkušnje. In bi v bistvu bil ful prikrajšan za neke izkušnje. Zato jaz zmeri pravim, da mi rabimo se družiti, se rabimo primerjati, ampak na zdrav način, ne tista tekmovalnost, ko pol gre že čez meje. Kaj pa te slabe stvari, Tina, ne vem, veš, trpljenje, pa se nam dogaja, ne vem, nesreče, pa slabi trenutki, pa žalost, ne? Se nam te stvari dogajajo zaradi nekega obdobja ali je pravzaprav tudi nek pokazatelj tega, da duhovno rastemo? Se nam te stvari morajo dogajati? Ja, tu je zdaj spet lahko, več odgovorov bi lahko dali na to vprašanje. Zdaj, če oseba dela na sebi in živi v okolju, ko ji ne podpira, potem jo bo
življenje potiskalo ven in ji bo hotelo pokazati, spremeni že nekaj. Zdaj, če pa oseba nič ne dela na sebi in se samo jezi in ne razume življenja in non-stop je negativna, pač res nič ne naredi, pač kaže s prstami na druge, ker kaj se od zunaj dogaja, je samo gledalo, kaj je noter pri nas, ne. Mislim, če mi noter ne poštimamo, potem tudi ogledalo ne bo lepo od zunaj. Zato jaz pravim zmeri pri sebi pogledati in potem lahko vidiš, ne, če ti pri sebi narediš in še zmeri kaže ogledalo, potem nekaj ne štima, energija ne štima, vibracija ne štima, gremo drugam. No, ravno kar si zdaj govorila o tem, da je treba delati na sebi in ti seveda si se prebudila, ne, v to pomlad in na polno seveda pričela z različnimi delavnicami, seminarji in tako naprej. Zdaj, torej začela boš 4. aprila, bo torej prva delavnica, to je Afroditin krog. Za vse tiste, torej dame, glede na to, da bomo govorili o Afroditah, predvidevam, da je ta namenjen damam, ne. Kaj je pravzaprav tisto glavno, kar bi tukaj izlučila? Torej, za komu je namenjen Afroditin krog? Prijateljcem ali pa tudi neznankam, pa ženskam, ko se želijo družiti, želijo kaj povedati, kaj jih muči, ker mogoče v okolju, v katerem živijo, tega ne morejo povedati, ali pa se ne razumejo. Ja, mogoče ne razumejo. V bistvu tu je, jaz nečem komplicirati, jaz ne maram neke višje matematike izumljati, ker meni je tako te preproste reči, sem gotovila, da so več na koncu. In tudi Džotiš govori, ne, manj je več. In dolgo časa iz tega stavka nisem razumela, ker sem mislila, da mora biti vse popolno, vsa pikca na svojemu mestu, vsa vejca, ampak na koncu ni to tu, ne. Je škoda, da toliko kompliciramo, ker je res manj je več, no. In zato jaz tudi sem videla, tudi pri teh krogih, sem ne vem kaj vse, ne vem kakšne teme smo se obdelavali na koncu, je bilo najlepše, kadar smo se sam lepo pogovarjali. Čisto enostavno, vsak je povedal, jaz sem malo šla pogledati v njihovo karto in sem povedala, v katerem ciklu so trenutno in kaj je za njih pomembno in tako se je debata razvila naprej. In tudi karte se ti pol nekako sestavijo, ne, ko se zavedaš, kje si in zakaj si tukaj, kjer si zdaj, ne? To še tu. Pol ful napetosti odpade, energija se pomirjen si, ne? Ja, točno tu. Ok, super. No, naslednja stvar, ki bi jo res rada izpostavila, se mi zdi izjemno pomembna, tudi mi, da morava še kakšno prej reči, bom pa najprej seveda povedala, torej 12. aprila za vse vas brezplačni webinar, torej Tina ga prireja in sicer boš govorila o tem, o 5 mitov, ki pravzaprav torej krožijo o Džotišu. Zdaj pa, če mi da kakšno rečemo o teh mitih, ne ti kakšnega, no, povej, no, me pa res zanima. Kje so tisti zgrešeni miti? Ne, en tak mit je, da moramo biti v trenutku. Zdaj še dosti ljudi še zmeri ne razume, kaj to pomeni. Tako da jaz pol mal se vrnem, se pač grem nazaj v vedske vede, kako so oni živeli in kako so oni to razumeli. To je ena stvar. Druga stvar je, da ko se najbolj mudi sosedi, to je tudi povezano z obdobjem Sade Sati, tudi tu. Jaz sem tu že milijonkrat povedala, ampak na koncu še vedno vidim, da vsak me točno to vpraša, še enkrat povej. Ker je kar zakomplicirano za razumeti, tako da jaz z veseljem povem pa še. Pa bom povedala, dokler bo treba, dokler res ne bodo razumeli. Dokler ne bomo vsi razumeli, ne. Torej, omenila si tudi obdobje Sade Satija. Dajmo na hitro, a sem prav sklanjala? Sade Sati. Sade Sati, pika, Sade Sati. Gre torej za obdobje, ki traja kar nekaj let, ne. 7 let in pol. 7 let in pol. Tako, Tina, zakaj je pravzaprav to obdobje tako zelo pomembno, da ga tudi ti zelo velikokrat poudariš in kaj pravzaprav ljudje pridobimo s tem, če vemo, da smo v njemu? Ja, to je obdobje, če berejo kakšni na internetu, se lahko malo ustrašijo, ampak jaz rečem, ni se nič zabati, je vse okej. Samo opozorilo, če bi zdaj bilo od zunaj, ne vem kakšen sneg, bi se verjetno primerno buli za na ta sneg. Ne bi šli v bosi, ker bi nas zeblo. In isto je pri Sade Satiju. Samo malo večja pozornost, kaj delaš na sebi, koliko delaš, da si prvoščeš kakšno delavnico, sploh če te duša tja pelje, pa pozabiš, mogoče nimaš denarja, ti nekaj zmanjka, je fajn iti čez tu, pa nekako ta denar dobiti, ker potem te vesolje nazaj ful nagradi in dobiš ta denar nazaj. Recimo, tu bi bil en tak primer. Pride vsakih 23 let, vsi ga imamo, če živimo približno 80 ali pa 100 let, 3-krat ga imamo. Eni se rodijo v njega, eni imajo komi pri 23 letih, čisto odvisno od karte, se pa gleda položaj Saturna nad našo natalno luno. In ti nazadnje, recimo, če se spomniš, ko si bila nazadnje, a si zdaj v tem obdobju? Ja, jaz sem zdaj še 1 leto. In povej, kako ga doživljaš? Ja, meni je super, ker vem, če ne bi vedela, da sem v njemu, vprašanje, če bi bilo tako dobro. Ker
vse izzive, ki sem imela, sem vedela, zakaj jih imam. Zakaj jih imaš? Sej tu, ker če ne bi vedela, bi se mogoče malo bolj krivila, ali pa bi koga drugega krivila, pol bi rekla, da to ni fair, ali pa da ni pošteno. In tu so vse take nizke vibracije, s katerih, kadar si ti v neki jezi ali pa zameru, pa razočaranju, ne moreš nič novega manifestirati. Res je. In Pa je to obdobje tudi zate, bi lahko rekla, torej, če gledaš obdobje tok nazaj, torej izpred 7 let, ne, je to obdobje res bolj težko, bolj mogoče so večji izzivi v bistvu pred tabo bili v teh zadnjih 7 letih? Jaz lahko rečem, bom videla, kaj bo pol, ko ga ne bo, Ko ga ker ne jaz bo. v bistvu zdaj delam že 13 let, ne, Jyotish, in v bistvu teh zadnjih 6 let je bilo meni ful lepih. Jaz sem ogromno strank imela, ogromno sem delala, tu bi lahko povedala, kaj sem opazila. To je bilo leta 16, ker sem preveč delala. Jaz v nedeljah nisem imela glasa. In pol, zase sem malo pozabila, ne, in pol jaz, saj sem vsa desati, kaj to pomeni? Aha, delaš preveč, umiri konje. Ustavi se. Ja, ustavi se, zato ker jaz bi tu delala po noči. Jaz sem tu že kot majhna punčka želela delati, ne? Astrologijo, svetovanje, biti z ljudmi. Tu je bilo moje sanje od zmeri. In kako se ustaviti, če neki bi tako ful delu? In sem mogla, ne, pač nekako sem mogla se nazaj povleči in počasi delati korake v to smer, da zdaj ne pride do tega. No, evo, zdaj veste, da tudi obdobje, ki je pravzaprav znano kot tako malo bolj temačno in polno izzivov, lahko zelo fajn pregurate, če seveda imate dovolj informacij za to, ne. Torej, Jyotish je definitivno pravi odgovor in 13. aprila letos je torej dan Jyotisha in na spletni strani trgovina.tintai.si boste lahko torej samo na ta dan posebej za naše gledalce, torej oddaje Klepet ob kavi, našli prav posebno presenečenje, in sicer popust na vse, kar nudiš. Je tako? Torej, to je res velik dan, Tina, ne? In 13. aprila je torej dan Jyotisha in na ta dan je torej trgovina.tintai.si, torej Tina pripravila prav posebno presenečenje za vse gledalce Klepeta ob kavi, in sicer boš pripravila poseben popust, torej na svetovanje. 1-urno, 2-urno ali pa 3-urno. Daj mi zdaj povej tako za nekoga, ki se prvič recimo odloča, ne? Torej, da ga mečkam zanima, kakšen vpogled v Jyotish, mu mečkam poveš, predstaviš karto in tako naprej. Koliko časa si mora človek za to vzeti? Zdaj lahko zbere 1 uro svetovanja, 2 uri ali pa 3 ure svetovanja. Jaz se itak moram prej že pripraviti, zato ponavadi mi vedno ali pošljajo po mailu ali pa že po telefonu povejo podatke. In potem pač jaz povem, kaj vidim. Ne. Pa je veliko ljudi, ki pol podaljša tisto 1 uro, ki verjetno marsikaj jih še pol zanima, ne? Tudi se je že zgodilo, da so podaljšali, ker so videli, da enostavno v 1 uri ne moreš vsega povedati, sploh če imajo različne področja nerešena, se ne da. Če je eno vprašanje, ja. Če je pa zdaj več vprašanj, je pa potem skoraj že zmanjka časa, tako da večinoma se kar odločijo za 2 uri. No, super, torej trgovina.tintai.si je pravi naslov, kjer boste 13. aprila torej našli še posebno presenečenje, torej popust. Tako, 14. aprila gremo mi že naprej, Tina je toliko ready, da ima čisto vse že pripravljeno, torej 14. april pa je torej dan za energijske vaje. Kako pravzaprav to izgleda? Zdaj, moraš imeti kakšne izkušnje že, ne? Nobenih izkušenj. Super. Tu se pride k meni, je skupina, ni individualno, lahko je tudi individualno, ampak ta dan bo skupina in pač bomo naredili vaje. Ali lahko demonstriraš, kako to izgleda? Tako sam en tak pikica nam pokažeš. Recimo ena vaja je taka, da se da roke v višino srca, ne, in pol jaz rečem, da naj pomislijo na en ful lep dogodek v svojemu življenju, ko je srce poje in duša igra. In tle se lahko včasih že malo zatakne, ker nekdo sploh nima tega dogodka. Ne gre že na jok, se na rojstvo spomnim, se veš, kako je to. Ja, mamice, ne? Sej, ne? Ampak recimo, imela sem že primere, ker niso enega dogodka se spomnili. Ker so toliko pač bogi bili, ne? Mislim, bogi. Tu pa so energijske vaje, da te dvignejo. Da te dvignejo. Ja, da te dvignejo in potem jaz itak pomagam z energijo in moj prostor je tako narejen s kristali, da res tudi prostor pomaga. In tu je recimo ena taka ful lepa vaja in pol 5 minut dihamo in meditiramo tu v ta lep dogodek, ker mi bi v bistvu se stalno mogli tako počutiti. Vsak dan, vsak trenutek bi se mogli tako počutiti na takih. In tu so visoke vibracije, ker pol iz teh vibracij pol mi lahko res vse manifestiramo. Vse je mogoče.
Vse je mogoče, predvsem pa je tudi fajn, Džotiš je meni izjemno ljub tudi zaradi tega, ker pravzaprav izveš, torej vsak posameznik zase izve, kaj je njegovo poslanstvo. Ne? Ja. To je ena izmed stvari, ki vsaj večino, kolikor poznam ljudi, imamo težave, pa se ne vem, kaj bi, pa kaj bom, ko bom velik, pa se sem že velik, se sem že odrasel, pa še vedno ne vem, kaj bi. Ne? S to karto pa se pravzaprav res lahko zelo specifično pokaže, torej, kaj je tisto res osnovno poslanstvo, ki ga moraš živeti, ne? Ja. In kjer si v bistvu lahko izjemno uspešen. To je 18. aprila, torej bo pa ta seminar, ne? Bo pa to, tudi taka skupina preko Zooma, spet se na moji spletni strani lahko prijavijo. V bistvu tukaj je moje področje. No. Tukaj si ti doma? Tukaj sem jaz doma. Vem, da bi bilo mene to vprašanje bi me takoj zanimalo, to bi bilo ta prvo in nekaj v zvezi žensko energijo, zato imam rada take stvari in sem tudi naredila take delavnice. V glavnem poslanstvo je mogoče za nekoga, ki je že bil na svetovanju ali pa za nekoga, ki res ne ve. Takih nas je veliko, to moramo priznati. In pol je tudi skupina, potem lahko slišiš, kaj je od nekoga drugega poslanstva, pa nekdo lahko nekaj pove in se potem zgodi taka ena lepa čarovnija v takih skupinah. Pride v bistvu ful močno. In ponavadi se tle tudi energije pol zasidrajo, ker kadar smo mi na takih nekih predavanjih, kamor so višje vibracije, se potem zgodijo čudeži. Dostikrat se zgodi, da že po parih dneh človek čist ve, kaj je poslanstvo, čeprav prej lahko ni vedel, ne vem koliko let. Ampak je rabo samo to slišati. Slišiš in potem klik in greš lahko res v tej smeri, ne? Ja, tu jaz tako živim, ko to delam, ko se mi zdi, da tu bi mogel že otrok vedeti. Ne? Že ko se rodi, bi mu mogli do 4. leta nekako že pogledati. Starši Tina, ne? Ker ga potem lažje tudi usmerjaš. Saj mi smo tudi zgubljeni, pa prav otrok, danes bi pa na ta interesni krožek šel, pa tisti me zanima, pa tisti, ne veš, kje bi ga podprl, ne? To je v bistvu fajn, da otroku daš pravzaprav Džotiš karto nares zase, da veš, kje so tista področja, ki ga res je fajn mečkam spodbuja tudi na dneve, ko mogoče bi naraje vse pustil, ne? Ja, točno tu. Točno tu. Pač otroci so otroci, spet je fajn, da se ne preveč vpletamo in da jim pustimo svojo pot, ko oni so prišli svojo izkušnjo iskati na ta svet. Kot starši jim pa lahko, kaj je naša naloga, da jim damo toplino in da jih slišamo, vidimo, čutimo in to je to. In potem, ko odrastejo, jih moramo spustiti. Čeprav je za marsikoga to težko. Res je, res je. In torej prireja še 25. aprila pa pravzaprav za Devco, ki bo pri tebi doma, torej za vse tiste, ki morda vam te Zoomi niso tako blizu ali pa vseeno želite seveda s Tino v živo kaj predebatirati. Torej, govorili boste o osnovah torej Džotiša, ne? Torej gre za seminar v živo, v Sežani se bo odvijal, ne, pri tebi? Ja, v Kazli je pri meni doma v pisarni. Je prav osnovni Džotiš seminar. Tler so osnove, kako se bere karto, kaj so hiše, kako so planeti. Pač osnove, da potem, ko bo na koncu dneva, si bo vsak posameznik znal svojo karto prebrati. Mičkano. Ja, kaj pa lahko pa tudi mogoče možu doma ali pa kakšno? Ja, lahko že mečkano. Ja, lahko. Te osnove se dobi. Osnove. Kaj pa hočeš ti malo bolj to nadgrajevati, je pa čas za nadaljevalnega, ne? Je pa nadaljevalni. A bo pa v maju? Ja, 3. maj. 3. maj. 3. maj. Je pa pol nadaljevalni, glih tako pri meni doma od 15. ure naprej, od 15. do 19. ima ponavadi rata kar do 20. No, ker je tako lepo, da ne moraš mu kar nehati, ker padamo noter, se kar malo zavleče. Ampak po 15. uri je pa še ta seminarček. In potem tlele pa se še bolj v te stvari, ker smo že prejšnjič se naučili, ker toliko podatkov, da skoraj pride glava prepolna. Bolj rabaš en teden, da se stvari usledejo in potem gremo še malo naprej. Tudi te 4 življenjske cilje, recimo, se potem na nadaljevalnemu še malo bolj pogleda in s katerimi elementi so povezani, s katerimi hišami, ampak tu je res cela znanost, tu zdaj mi tle, tako na hitro ne moramo vsega povedati, ker bi mogli imeti 1 uro oddajo ali pa še več. Najmanj toliko, ja. Torej, sama se ukvarjaš že več kot 13 let, ne? Jaz verjamem, da delaš vse, kar je v tvojih močeh, torej da probaš to čim bolj razložiti na enostaven način. Sama si se prebirala torej, čez knjige, članke in to orang bukve, ne, da si prišla do tega znanja, kjer si danes. Pa me zanima, glede na to, da delaš to s tako ljubeznijo, ne, koliko je ljudi, a jim je dovolj ta nadaljevanje, ali hodijo kar vsako leto malo osveževati znanje, ker verjamem, da vsakič kaj novega še poveš, ne? Kako je s tem za te, ki želijo mogoče tako strast kot ti, ne? Ja, pridejo tudi na svetovanje. Kakšni pridejo samo enkrat in nikoli več, so pa taki, ki imajo neko vprašanje. Mogoče dobijo pa vse odgovore že ti veš, ja. Mogoče, ne, saj jaz sem res, včasih sem videla, da ful preveč hočem povedati, ampak ne gre se za to, gre se za to, da razumejo. Ker če ti ne razumeš, ne boš mogel spremeniti stvari. Tako
Tako da tu, no, pridejo kakšni tudi, ko se jim nekaj zgodi, neke velike prelomnice, tudi vsako leto, da osvežijo, ne, na svetovanje, kakšni pa pač kukar je, ne. Ni pa treba zdaj tu vsak mesec hoditi. To je res kompas za naprej, za življenje, da se spoznaš. Enkrat mora si skoraj vsak to narediti. Jaz bi vsakmu to priporočala. Torej, če tudi sami ste izgubljeni, pa ne veste, ali ste na pravi poti ali ne, imate zdaj neko obdobje, ki si ga ne znate pojasniti in bog ne daj krivite za to sebe, nikar. Torej, obiščite tintaj.js, tam si pogledajte vse seminarje, najdete tistega pravega, ki vas povleče in ga čutite, torej, da ga morate obiskati in verjamem, da se bo tudi vam korenito spremenilo življenje, tako kot Tina prav, ne. Sama je v najhujšem obdobju zdaj v narekovajih, ne, pa prav, da lepšega obdobja še ni imela. Tako da, Tina, hvala, ker si prišla in nas vse malo pomirila, torej, tudi v najslabšem obdobju pravzaprav lahko najdemo veliko pozitivnega in lepega, ne. Ja, točno to. Hvala lepa za obisk in se vidimo na seminarjih. Ja. Hvala ti. Čau.